Dobrodošli v oddaji Najsmerkastična novinarka. Tokrat ponovno v Špas teatru, kjer se imamo prav super. Uživamo na tehle intervjujih, oddajah, ki jih ustvarjamo. In tokrat smo 7. kandidatka v tehle prostorih. In danes se bomo tudi konkretno izprašali, da vidimo, če je iz pravega novinarskega testa. Danes je z nami Štajerka Enja Zagršek. Živja! Zdravo. Enja, najprej povej, kako si? Super. Uspešno prišla iz štajerskega konca do ljubljanskih oziroma do mengeških koncev. Ja. In kaj te vleče tako v te ljubljanske konce? Prav revija Smrklja, za katero se veseliš, da boš lahko delala, če se seveda prebiješ do finala in se pravi do zmage, ali še kaj drugega? Ja, za revijo bi bilo super delati, sicer pa tudi študij. Potem oktobra. Se pravi, oktobra začneš prvi letnik študija. Ja. Katere smeri? Novinarstvo. Ok, to je se pravi vse skupaj povezano nekako s tem, kar si želiš početi, ali imaš v življenju še kakšne druge hobije? Zelo rada recimo potujem, sicer pa rada pišem blog trenutno. Se pravi, pisanje je tvoj prvi hobi, ali kako? Ja, trenutno. Trenutno, baje si v preteklosti tudi kar nekaj priznanj dobila v zvezi s pisanjem, Cankarjeva priznanje in tako. To ni zanemarljivo, ali pač? Ja, no. Je to, kar te potem veseli, ali kako? Ja, me veselijo. Ok, ampak recimo, ko si pa prvič vzela revijo Smrklja v roke, kaj si se najprej tako zagledala? V bistvu mi je bilo zelo všeč zato, ker se mi je zdelo to kot neki vstop v svet najstništva, ker takrat sem še bila bolj mala, pa ker so to imeli, ne vem, ljudje okoli mene, moje sestrične, in se mi je zdelo to zelo pomembna revija, tako da sem jo takrat začela tudi kupovati. In jo kupuješ še zdaj? Še vedno sem naročena. Kaj pa te zdaj, recimo v vseh teh letih, ki je kakšna tema, recimo, ki je bila prej v reviji, manjka? Se je kakšna fajn spremenila? Ja, v bistvu mogoče pogrešam dnevnik Besnega smrkavca, ko je bilo pa naprimer takrat, ko so bile še zgodbe, ki so se nadaljevale čez več mesecev. Sicer pa je fajn revija. Pa če bi prišla v ekipo revije, bi si znala uskladiti svoj čas s prostim časom tudi? Seveda. Kaj bi si mogla recimo odpovedati, da bi potem lahko prišla? Bi se mogla čemu? Ali imaš dovolj prostega časa? Ja, mislim, da pač bi šlo, no. Saj pač, če ni dovolj prostega časa, si pač vzameš za nekaj, kar ti je bolj pač privilegij. Se pravi, rekla si, da v prostem času rada potuješ, imaš še kakšen drug tak skriti hobi poleg pisanja? Ne. Igralstvo, recimo, zdaj, ko smo na odru, bi se kdaj preizkusila? Ja, to sem nekoč, sem igrala v amaterskem gledališču. In kaj te je potem odvedlo od tega? V bistvu je amaterska skupina takrat razpadla, tako v bistvu ni bilo moja osebna želja, da bi se pač to končalo. Se pravi, takrat je bilo potem nekako zaključek igralske kariere, pa jo pogrešaš? Trenutno ne, ker je veliko drugih stvari, sicer pa bi se mogoče še kdaj preizkusila v tem. Kaj pa kaj v glasbenih vodah tudi kdaj? Samo v osnovni šoli sem igrala recimo kitaro, ampak no. Zaenkrat ne več? Ne. Pa recimo zdaj imamo ogromno teh raznih, se pravi, zvezdnikov, ki prihajajo na sceno z raznoraznimi iskalci talentov. No, to rada spremljam, poslušam, ampak samo to. Pod tušom potem vse, kar imaš od glasbenega ustvarjanja. Pasivno ukvarjanje. Ok. Dobro, se pravi, z našega intervjuja sedaj greva midva na rubriko Moj test, kjer ti bo Katarina postavila kar eno zahtevno nalogico, takoj zatem pa še na rubriko Mini kviz. Z Enjo sva že v rubriki Moj test. Enja, lep pozdrav. Lep pozdrav. Veš, kaj mene najprej zanima, ne?
ti prihajaš iz Ptuja, hodiš na ptujsko gimnazijo. Kako boš ti poleti opravljala delo pomočnice urednice, če slučajno dobiš to službo? Ja, poleti so počitnice, tako da se da z avtom, z vlakom, kakorkoli imam izpit, če bi pač do tega prišlo, bi se znašla. Ti 2 oziroma 3 dnevi na teden ne bi povzročali nobenih preglavic, če bi jih mogla preživeti v Ljubljani? Ja, med počitnicami ne, potem pa se tako selim v Ljubljano. Kaj pa boš študirala? Novinarstvo. O, super, odlično. Potem si pa ravno prava za nas. Veš, kaj me zanima? V svoji prijavi si nam zaupala, da bi rada spremenila teste v reviji Smrklja. Kaj bi naredila? Ne, v bistvu jih ne bi spremenila, samo še naprej bi jih čim več bilo, mogoče tudi še naprej tako kot je, da se zvezdniki potem lahko v bistvu primerjamo, naprimer, če si družabna kot Selena Gomez ali si mogoče bolj zaprta kot Dakota Fanning, naprimer, kot je bilo zdaj na zadnje, naprimer. To mi je pač zelo všeč, da se lahko v bistvu malo poistovetijo z zvezdnicami najstnica. Kaj misliš, katere zvezdnike mi v reviji Smrklja premalo izpostavljamo? Mogoče tuje, mogoče slovenske, pa zakaj? Ja, jaz osebno bi recimo izpostavljala še naprej, naprimer Rihanno, pa ne vem, Bruno Mars, One Direction, ki je bil sicer tudi zdaj izpostavljen, od slovenskih mogoče Tabu, April, Nina Pušlar, mogoče Klemens Lakonja. Zakaj Klemens Lakonja? Ja, ker je taki simpatični igralec, se mi zdi vsem všeč. Si ti že kdaj s kom naredila kakšen intervju, mogoče za kakšen šolski časopis, revijo? V bistvu pravega intervjuja ne, mogoče samo prek spleta. Nam lahko kaj več poveš o tem? Ja, nazadnje sem za svoj blog naredila intervju z Barbaro Plavec, modno oblikovalko. Jo tudi osebno poznaš? Ne poznam jo osebno, ampak preko vest sem dobila to priložnost. Kako pa to, da si ravno njo izbrala? Zato, ker sem si zaželela, da bi bil en blog moj tudi modni, ker se tudi sama ne spoznam tako dosti na modo, da bi lahko sama narekovala drugim smernice in pač sem reči se odločila za to obliko. Ampak ti slediš modnim trendom, jih spremljaš, veš kakšni so? Spremljam jih, ampak pač nisem pa strokovnjak. V kateri rubriki revije Smrklja se recimo ti tako najbolj vidiš kot novinarka? V bistvu vseh bi lahko sodelovala načeloma. Najbolj so mi sicer všeč tiste glasbene novičke, filmske, drugače pa vseh. Kako se ti zdi, da mi pišemo filmske novičke? Kako izgledajo recenzije? Si kdaj že kakšno recenzijo napisala? Veš, kaj bi pričakovala od tebe, če bi ti rekla, da bi pišel recenzijo? Ja, v bistvu napisala še nisem, ampak v bistvu se pričakuje, da se na stvari spoznaš, da jih dobro preučiš, preden pač o njih začneš govoriti in pisati, tako da dobro preučim zadeve in potem pač se pozanimam na pravi način. Glede na to, da si vpisala študij novinarstva, koliko so ti pa kaj blizu tako novinarski žanri? Kateri ti je recimo najbližji? Ja, v bistvu vidim se bolj v pisanju, ampak v bistvu za revije, najrajši bi pač delala za kako revijo kasneje. Ne, sprašujem te o žanrih, o intervjuju, reportaži, portretu, ne vem, kakšnih novičkah, vesteh, kje? Ja, v bistvu sem dosti razmišljala o kakih glasbenih kritikah mogoče, da bi se s tem ukvarjala, drugače pa so mi zelo simpatični tudi intervjuje. No, potem pa nam zdajle zaupaj eno tako mini glasbeno kritiko, izberi si en album in nam povej, kako bi jo naredila. Naprimer, da zberem album Christina Aguilere, ki je moja najljubša pevka, ga lahko v bistvu označim kot zelo visoko kakovostnega, ker pač meša različne žanre, od jazza, bluza, sole in v bistvu to prepleta z aktualnimi ritmi, tako da v tem smislu. Ok. Mogoče bi ga primerjala z njenimi prejšnjimi, kakšen je v primerjavi? Ja, v primerjavi s prejšnjimi je zdaj mogoče malo bolj moderniziran, zdaj za taki slog, ko je zdaj med mladostniki popularen, ker prejšnji so bili mogoče malo bolj soul, malo bolj jazz.
ti pa so zdaj že malo bolj z elektronskimi ritmi tudi povezani. Okay. Zdaj bi te pa vprašala še o rubriki Novo, ki si jo tudi predlagala v svoji prijavnici. Ja. Kaj to konkretno pomeni, kaj bi uvedla v Smrkljo, kaj bi spremenila, kako bi se zadeve predstavila drugače? Torej, v rubriki Novo bi morda povedala, da se ti novi produkti, ki pridajo na sceno od raznih CD-jev do filmov, pa tudi do kakšnih, ne vem, krem, preparatov, karkoli, da se tu lahko v bistvu vse predstavi, da v bistvu se ve, kaj je novo na tržišču, kaj se da pogledati, moče kakšen novi film. Ampak ti si zdaj zmešala tukaj čist 10 različnih stvari. Lepotni produkti, se pravi kozmetični produkti, ja. Glasbeni produkti, filmski produkti. Ja, v bistvu vse, kaj je v tistem mesecu nekaj novega. Okay. Najlepša hvala za enkrat. Jaz te bom predala nazaj Matijasu, ki te bo še izprašal o Smrklji v rubriki Moj kviz, oziroma kviz, kjer boš z nami delila svoje znanje o sami reviji Smrklja. No, pa pogledajmo, kako se bo Enja odrezala. Se spomniš prve Smrklje, ki si jo kupila? Kdaj je bilo to? Prvo Smrkljo sem kupila približno pri 8-9 letih, natančno pa se ne spominjam. Kdo bi po tvojem mnenju moral biti na naslovnici junijske številke revije Smrklja in zakaj? Mogoče je Rihanna, zaradi tega, ker je posnela film, ali pa Tabu, ker je bil izbran za največkrat predvajano radijsko pesem od slovenskih, na primer. Kaj se trenutno dogaja na Smrkljini spletni in Facebook strani? Ja, na Facebook strani sem opazila, da se redno nagovarjajo bralci, da se jih v bistvu vabi tudi na spletno stran, kjer si lahko v bistvu preberejo raznorazne nasvete, pa rešujejo kvize, ankete. Ali veš, kateri posteri bodo v reviji Smrklja prihodnji mesec? Mogoče April od slovenskih in mogoče Bruno Mars ali pa One Direction. Kaj ti sama kot bralka najbolj pogrešaš v reviji Smrklja? Jaz sama bi mogoče uvedla še kakšen kotiček za hišne ljubljenčke, v bistvu, ko bi se lahko o tem bralci tudi sami delili neke svoje izkušnje, mogoče da bi se zbiralo najljubljenčka meseca in podobno. Katere znane Slovenke so se že udeležile izbora za Naj Smrkljo? Špela Grošelj. S katerim znanim Slovencem bi najraje naredila intervju za revijo Smrklja? S Klemnom Slakonjo. Katerega znanega tujega pevca bi ti postavila na naslovnico revije, če moraš izbirati med fanti? Bruna Marsa. Najbolj priljubljena glasbena skupina med Smrkljami po tvojem mnenju trenutno je? Trenutno mislim kar One Direction. Rubrika Mini kviz je za nami in sedaj sledi še zadnje odrsko dejanje v Špas teatru v Mengšu, Katarinina ocena. Smo v rubriki Katarinina ocena in Katarina je danes za spremembo od mene, ko sem bil prejšnjič na odru, ona tamle gor. Živijo, Katarina? Ja, čau. Moram reči, da je naporno, ne? Tale Špas teater ima toliko velik oder, da se jaz klele sama zgubim in če bi imela dejansko polno dvorano, po mojem bi naraš kar pobegnila. Lej, zdaj te gledam jaz ko gor na stolu, sama, nič kaj ne rabiš delati, jaz mislim, da se počutiš tako kot kakšni javni upravi. Ja, no, lej, če bo imela še pomočnico, potem mi pa mogoče res ne bo treba nič delati. Ja, ampak današnja pomočnica mora iti najprej čez tvojo oceno. Plusi pa minusi. Dajmo najprej s plusi. A spet, ali kaj? Ja, pa si rekla, da bi rada. Enja je bila fantastična, kar se tiče poznavanja revije Smrklja. Pozna se ne samo, da si te službe želi, ampak da je tudi sama velika, velika fenica. Povedala je oziroma izpostavila je par rubrik, ki jih še nekaj časa nimamo več,
kar se tudi vidno, da se na ta intervju ni zgolj pripravila kot recimo, da je kupila ali pa da je nekje dobila zadnje 3 številke revije, ampak jo spremlja že dolga leta recimo, in spremlja tudi njen razvoj. Zato bi nam mogoče njeno znanje še kako prav prišlo pri njenem delu, če ga bo seveda dobila. Saj nam lahko s koristnimi nasveti pove, pomaga še dodatno izboljšati revijo. Tako da definitivno plus za poznavanje revije. In imaš še kakšen plus? Ponovadi imamo po 2. Absolutno. Članek, ki ga je ona oddala, je bil zelo, zelo dobro napisan in tako kot si prej omenil, ni čudnega, da je pobrala že 2 priznanji, se mi zdi, 2 sta bili, ne? To definitivno. In pa znanje, ki ga mogoče kakšna njena predhodnica ni imela, o tujih in domačih slovenskih zvezdah, ne? Ko sva obravnavala ta hiter preskok z vprašanji pri rubriki Mini Quiz, se mi zdi, da je brez oklevanja odgovore stresala iz rokava, kar je definitivno ogromen plus kot pomočnik urednika, da znaš hitro odreagirati v situaciji, ki to od tebe zahteva. Zdaj pa, če sva obdelala vse pluse, imava še 2 jokerja od minusov v rokavu, ne? No, vsaj ti jih ponavadi imaš. Minusov kot takih jaz pri eni niti nisem videla, kot rečeno me je zelo, zelo presenetila. Tudi njeno znanje revije Smrklja je definitivno vrhunsko. Mogoče samo to, kako bi ona preoblikovala te rubrike, recimo to novo, ne, ko smo se pogovarjali, nekako v reviji se mi ne zdi smiselno mešati hrušk in jabolk, tako kot je recimo lepotna rubrika umaknjena od, ne vem, novički sveta glasbe in filma, se mi zdi, da bi tudi te novosti morali ločati. Njen predlog sicer je v redu, ampak ga ne bi postavili s takim konceptom v revijo, kot ga je ona predlagala. Tako da, kar se pa tiče testov, kjer je tudi želela oziroma predlagala izboljšave, se mi pa zdi, da je njen predlog zelo konstruktiven in ga bomo definitivno upoštevali pri naslednjih testih v reviji. Tako da zaenkrat to, no, kot minus. Misliš, da glede na to, da prihajaš štajerskega konca oziroma Ptuj pa tam okoli, če boš ti klicala ob 1 zjutraj, ob 2 moraš biti v Ljubljani? Veš, kako je, ne? To je tako. Jaz mislim, da če si ene službe zares želiš, ne bo nikoli problem vstati, se usesti v avto ali pa na vlak ali pa na avtobus in priti v Ljubljano ali pa kamorkoli drugam, ne. Slovenija še vse ni toliko velika, kot mi mislimo, da je, in dejansko se iz enega konca Slovenije do drugega konca lahko pripelješ v 2, maksimalno 3 urah. Mogoče bo malo problemov čez poletje, če bo ona zbrana, ker le prihaja iz Štajerske. Drugače, za kasneje se mi pa to nekako ne zdi problem. Če ona iz tega ne bo delala problema, ker kot rečeno, ne, če se je danes pripeljala iz Štajerske v Špas teater, zato da je z nama posnela tole oddajo in se potila pod reflektorji, tako kot se je zdajle, potem jaz mislim, da bo prestala še kakšno hujšo nalogo. Vidim, da ti bi bila dobra za javni sektor. Mislim, takole, jamrat znaš, to sem videl. Ja. Naporno je tele gor, takole. Drugače pa midva sva zdajle že skoraj pri koncu. 7. kandidatka se je predstavila od A do Ž, imava le še eno kandidatko in potem finalno oddajo. Kaj misliš, da nas lahko še čaka? Jaz mislim, da smo dobili res vse, kar mora pomočnica urednice imeti, in vsaka od teh deklet je nekaj imela, ne? Tako da spekter je širok. Če bi mi lahko zaposlili oziroma vzeli pod okrilje vseh 8 kandidatk, bi bilo pa itak idealno, ne? Ker vsaka je na svojem področju. Ne vem, če se spomniš, ampak nazaj, ko smo recimo snemali 2., 3. oddajo, Tjaša Deva, ki je bila odlična na poznavanju mode, recimo Katja Kaja Mejač je že na novinarstvu že piše odlično, piše tudi za revijo zdaj. Recimo mogoče Nastja Horvat. Mislim, vsaka od teh punc, ki sva jih midva že obdelala, ima toliko pozitivnih lastnosti in se je meni vtisnila v spomin po neki posebni nalogi ali pa po kakšnem posebnem stavku, ki ga je izrekla, da bi jo jaz kar vzela, no, za svojo desno roko. Tako da, ampak kot rečeno, mesto je samo eno. Tako da jaz se močno zanašam na to, da mi bodo naši bralci in gledalci pomagali izbrati tisto pravo.
Ok, no, ni ravno 8 ur zdaj tam gor za tabo, ampak nekaj minutk. Kako se počutiš? Cool. Ja, glej, ne, če bi imela zraven sebe še kakšnega postavnega soigralca, ne, se tega ne bi brala. A pridem gor? Ja, ne, imela sem v mislih Hleb na Slakonjo, no. Dober, se vidimo mi prihodnji teden v še zadnji predstavitvi naših kandidatk, torej zadnja 8. kandidatka se nam bo predstavila v oddaji Najsmerkastična novinarka. Vidimo se torej prihodnjo sredo ob 21:15, do takrat pa lep pozdrav iz Špas teatra.